Nataša, zdravo, sva v Kopru, povej mi, zakaj kandidiraš? Ja, veš kaj, toliko dobrih stvari smo naredili v tem mandatu, sama sem presenečena koliko, da pač želim nadaljevati to delo, da to utrdimo in nadgradimo. Zdaj tebe vsa javnost pozna, ne, kot pisateljico, političarko, si pa tudi DJ-ka. Marsikdo pa ne ve, da si ti v resnici diplomiran inženir elektrotehnike. Ja, pa hočeš vedeti zakaj? Ja. Evo, moja mama kriva, oprosti mama, ampak dejstvo je, da ko sem jaz pritresla domov in najavila, da bom šla študirati primerjalno književnost in filozofijo, se je moja mama, najhujša marksistka pri hiši, zgrozila in rekla, pa ja ne boš šla na filozofijo, ker ti bodo samo z Marksom glavo polnili. Pol sem bila vsa užaljena in vsaka v redu, pol grem pa na politologijo. Pol se je pa še bolj zgrozila pa rekla, to pa ja ne, da boš v življenju politikom govore pisala. Evo, in zdaj sem zato pač potem na koncu pristala na elektrotehniki, ker me je matematika zelo zanimala, ampak sem mislila, da je matematika pretežka in pol sem šla na elektrotehniko. In tudi uspešno končala, ne da? Končala, ja, delala pa nisem, evo, niti en dan v tem poklicu. Ti si res že dolgo v politiki, veliko stvari si že dosegla s svojim delom, tako na lokalni kot na državni ravni, ampak kaj se ti zdajle zdi pa najbolj ključno, da moramo takoj po volitvah spremeniti? Takoj prvi dan je treba ponovno vložiti ta zakon za pravično dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Hvala, Suki, pa srečno.